Ja, ta napovednik je res prava paša za oči. Videl sem, kako ste opazovali vaš trailer. Vem, da ste ga že videli večkrat, ampak vseeno, to so pač lepi občutki, ker vemo, da se to predvaja na televiziji in nekako, da predstavimo. Mogoče kratek komentar od vseh, kako se vam... Ja, v bistvu, ko smo začeli, to siguren, si nisem pričakoval, da bom to videl na televiziji, ne, in res, kot filmski ustvarjalci so to vsajanje pač vsazga, ne, da to predstav širši javnosti pač. Ne, enako, kot sem rekel, ne, to pač nismo mogli predstavljati in pač smo sem lahko upali na kaj takega in je res pač lepo videti na televiziji en tak izdelek svoj, ne. Denis? Pri mene je bilo tako, mene je Sanja klical, je rekel, da si pripravljen, sem rekel, povej, na Pink-Sea bomo in občutki tak fenomenalni. Glasba, ne, glasba je tudi odlična noter, ne, se postaviti. Kje ste dobili to glasbo? Zdaj, ta del na koncu, ne, po naslovu, ki se napiše, je naredil Dražen Dragič, ki tudi pol bo naredil muziko za celoten film, ja. Drugače ta je pa iz različnih pač filmov ustala glasba, ne. Ker se nam še ni uspel, ker smo takoj trailer dali ven po parih dneh potem, ko smo posneli vse in se to hitro ne da pač glasbe narediti, ne. Da bi se ujemala pač z napovednikom. Ustvarjalna žilica vam prav gotovo ne da miru. Vsaka stvar, ki bo končana, bo potem verjetno se v glavah že rojevala nova ideja. To se pravi, da ste nekako na začetku, ampak vseeno, mislim, ste že pomislili kdaj na to, da bi na ta filmček dali na kakšen filmski festival? Ja? Ja? Boš ti kar povedal o tem? Ja, to je bila v bistvu tudi takoj, ko smo začeli snemati, smo imeli Sanja takoj namen, da damo na čim več festivalov. Zato tudi v bistvu je v angleščini, da ni omejen samo na neko slovensko publiko. Na katere festivale bomo dali, bomo še videli, moramo še malo pogledati, ampak sigurno pa bomo dali. Kakšni so pa recimo kriteriji, da se lahko prijavite? So kakšni kriteriji, jih ni? Ponovadi so, v kategoriji kratkih filmov ponovadi kakšne recimo od 2 do 15 minut. Drugače pa nekih posebnih kriterijev ni, razen če so res neki recimo Cannes festivali, kjer recimo so mogoče malo bolj strožji kot kje druge, ampak vseeno se da. Ste se kje pozanimali glede na to, da se filmček, trailerček da videti na kritike? Mogoče kakšnih celo strokovnjakov, filmskih kritikov? Ja, zdaj pač je tako, dobili smo dost pozitivnih pač odzivov. Ja, drugače pa so tudi kritike, ne, ampak to pač moraš sprejeti, ker tako je. Zdaj, lepo je slišati kritiko, ki je pametna, pa razmisel, kaj pove, kakor pa tisti, ki rečejo kar nekaj, ne. To mi ni všeč. Je na mesto, ne? Ja. Rad imam, da če kdo pove, da mu je všeč, da pove, zakaj mu je všeč, pa on, ki pove, da mu ni všeč, zakaj mu ni všeč, ne. Ne pa zdaj kar nekaj reči in pa v bistvu nisi nič dosegel, ne. Noben se ne nauči iz tega nič. Denis, sem mogoče podatek za tale trailer oziroma film. Koliko ste porabili sredstev za to? Ba je nič skoraj? Ja, ena velika nula je bila. 2,46 € za barvo. Pardon. Pa nekaj benzine. Pa nekaj benzine. Torej se da z malo narediti veliko, ne? Želje. Z malega želje. Se pravi, vsebina je tista, prva stvar, ki napolni zadevo, da je gledljiva. Pravzaprav verjetno pa imate v glavah želje po neki tehnični opremi. Kako boste prišli do tega? Je že kaj v glavah? Bo treba najti kakšne sponzorje, bom kar direktna. Da vas podprejo in... V bistvu sponzorje, drugače pa dokler se jih ne dobi, pa pač lahko sami vlagamo, ne. Če imaš nekaj rad, ti ni škoda tega denarja, da to. Kdaj pa recimo bodo lahko videli gledalci? Mislim, da na Facebooku bo objavljen, ne? Malo več o tem. Od 1. novembra naprej bomo pač po Facebooku pač ljudem pošiljali to in bodo se lahko tam ogledali. Za tiste pa najbliže, pač tisti, ki so naši prijatelji, pa to bomo pa lepo zapekli DVD, kjer bo gor tudi napovednik, napake snemanja, pa take stvari. Aha, ker ja, ljudje smo taki, ne, da radi vidimo tudi, kaj je šlo narobe, ne. Pa vseeno, mogoče ravno v tem kontekstu, vaša pot je na štartu, uspenjala se bo prav gotovo gor, kar ne dvomimo, ampak se bojite česa, kaj je tisto, kar bi vam lahko najbolj naproti prišlo in ne bi bilo pozitivno? Je strah pred čem? Ne. Ni strahu. Moraš pa reči lase, ne? Ne? Samo strmo navzgor. Ja, tako. Ja.
Kaj pa sama pričakovanja, recimo ta film boste zdaj objavili na YouTube oziroma na Facebooku, pričakovanja vaša, se vam zdi, da bo veliko klikov, mislim, da glede na to, da je res odličen trailer, da bo to številka poskočila? To je, ker sem prvič pač slišal odzive za trailer, ne. Sem karuno, sem malo strašil, zdaj se moramo pa res potruditi za ta film, ne. Ker če že tak odziv za trailer, pa mora film res nekaj biti, ne. Zato, ker so pričakovanja res narasla, tako da. Že so že kakšni novi projekti v glavi, nove ideje na papirju, kaj že? Sani me vsak dan kliče in z novimi idejami prihaja na dan. Mislim, da jih je kar 3 že nove, tako da bomo videli, kaj bomo. Sigurno bomo verjetno sodelovali naprej in mislim, sigurno bomo tudi posneli kaj, da se naprej tudi in upamo, da bo glih toliko uspešno, ko je po to, pa še več. Denis, ti kot igralec verjetno zveš informacijo, ko je v njunima glavama že vse dovršeno. Jaz mislim, da se Sanelu všeč, ne. Ja, me je videl v kakšnih vlogah, mislim v kakšnih, tako pač v glavnih in to mi je zelo všečno. Ker ga pač zadovoljim kot igralec in tako da. Mogoče samo še za konec, to vas je res združilo, ne? Se pravi, se tudi družite tako izven, pač, ker niste v polnem zagonu delovnem, se tudi družite tako? Ja. Prijatelj. Kolikor je časa. Ja, časa je pa bolj malo, ja. Verjamete v horoskop? Tako. Joj, zanima me, kaj ste po horoskopu? Sanel? Bik. Tudi bik. Vodnar. Bik vodnar. No, če vas zanima, preden odidete, si zdaj lahko gledate naš prvi del horoskopa. Hvala lepa našim gostom, veliko uspeha. Seveda za vse vas in pa za naše 3 goste pa si poglejmo, kaj nam napoveduje današnji horoskop.